Verjamem, da smo bili zelo izčrpni, čeprav nismo povedali vsega, kar se je dogajalo v teh 2 letih. Najbrž pa še kakšno vprašanje z vaše strani, tako da kar prosim. Vprašanje, ki ni vezano s temo, Bi mogoče najprej na temo, pa potem, ko izčrpamo temo, pa še kakšno drugo vprašanje. Ni na temo nobene? Pa kar izvoli. Danes je Računsko sodišče objavilo revizijo pri izdeljevanju izjemnih pokojnin, pa bi prosila gospoda ministrica za en komentar. Namreč tudi Ministrstvo za kulturo vse očita, da so te pokojnine podeljevane po nedorečenih kriterijih, da jih tudi Ministrstvo za kulturo nima izdelanih, da se v tistih primerih, kjer so in obstajajo interna pravila, da se ta pravila krši in da pač ministrstvo ne dela brez lastne pobude pri podeljevanju, skratka samo sprejemanje vlog. Vprašanje bi morali postaviti mojemu predhodniku, ker to poročilo Računskega sodišča sega v obdobje 2004-2007 predvsem, ampak tudi na to vprašanje imamo odgovor, kajti imamo tudi že zakon. A boš ti kar povedal? Nekoliko širše treba mogoče pogledati zadevo, ravno zato, ker je tudi obdobje, ki ga je Računsko sodišče revidiralo široko. In prav poročilo tega Računskega sodišča je bilo eden od vhodnih materialov, če lahko tako rečem, za pripravo novega zakona. Kjer se je pa ključen premik zgodil, je pa, da je cela ta zgodba izločena iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zaradi tega se je tudi zgodil v začetku letošnjega leta premik, ko resorno ministrstvo za pripravo novega zakona ni več ministrstvo za delo in tukaj je bil popolni konsenz znotraj vlade. Od takrat naprej je bilo pa vprašanje, kdo se ga bo v resnici lotil. In ker je to zadevalo predvsem 3 resorje, znanost, šolstvo, predvsem zaradi športa in kulturo, smo potem se usedeli skupaj in ugotovili, da po dosedanjem številu je morda vendarle največja teža na Ministrstvu za kulturo. In smo se lotili pripraviti novega zakona. In še enkrat, ključna zadeva je, da tisto, kar je Računsko sodišče v kar nekaj letih za nazaj ugotovilo, se v pripravi novega zakona se je upoštevalo. Odgovor je pa na nek način, morda se vam bo zdaj patetičen, ampak vprašanje, ali država ima mehanizem, ki pripozna, da takrat, kadar nekdo doseže nekaj res velikega, potem, ko se upokoji, lahko zato nekoliko lažje živi starost. In nekoč je država na to odgovarjala z socialnim korektivom, ki ga je umeščala v pokojninski zakon in to ni v redu. Medtem, ko je tukaj pa zdaj zaradi izjemno visoko zastavljenih kriterijev, ker govorimo o življenjskem delu na področju znanosti, na področju kulture, pa tudi na področju športa, je zakon pripravljen, zakon gre v medresorsko usklajevanje in je, kar je bistveno, doseženi konsens med vsemi ključnimi resorji. Ker ni bilo samoumevno, ker si lahko predstavljate, da je težko z istim vatlom meriti en športni dosežek, pa recimo eno znanstveno. Ampak temeljno sporočilo je, ali zato, ker se celi državi zasouzijo oči, ker je nekdo nekaj res velikega dosegel, zna to, ta izjemni dosežek pripoznati. In tukaj smo mi na kulturi vztrajali, da je seveda veliko kultura enako močna in pomembna kot znanost in šolstvo je pravičeno, po našem mnenju, vztrajanje tem, da so tudi nekateri športni dosežki taki, da imajo dobesedno nacionalni pomen. Tako da je odgovor na to danes objavljeno Računsko sodišče, je zakon, ki je že pripravljen. Bistveno odgovor. Kdaj pa predvidevate, da bo usklajevanje med resorji je trajalo kar nekaj časa, zdaj gre v to običajno vladno medresorsko finalno proceduro in ni nobenega razloga, da ne bi januar rešil v obstoječo državno-zborsko proceduro, kar pa veste, da vedno pomeni par mesecev. Ampak zadeva je bila Na vladi bo še letos, ker ni več kakšnih težav. Tudi glede meril mi nimamo problemov. Hvala, izvolim. To poročilo ne govori samo o letih, govori o vse, revidirali so celo obdobje, od leta 1989 dalje, ampak tudi leto 2008-2009. Zato bi tudi pač vas prosila za komentar, ne samo za predhodnika vašega, ampak tudi vaš komentar glede podrejevanja. Skratka, po kakšni kriteriji ste podrejevali, oziroma ste predlagali vladi v podreju? Mi smo imeli enostaven kriterij, ki je bil vezan na, in bo tudi še naprej, vezan na dobitnike Prešernovih nagrad.
Še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi sem še to sicer ste rekli, da vprašamo vašega predhodnika, ampak vedno vi veste bolj kot mi, zakaj niso bile 2005 in 2006 nobena, oziroma tudi 2007 nobena pokojnina Svetlič. Rečeno je bilo, da so zamrznili to. Razloge, zakaj je bilo temu tako, jaz ne poznam, ker mi tudi nikoli niso bili povedani. Vloge se, tiste, ki prihajajo, ki prikapljajo, se potem skozi komisijo obdelajo, zdaj pa, ker je to pred nami nov zakon, tudi mi smo čakali na ta zakon in nekaj vlog, ki jih je bilo podanih v zadnjem času, smo dali na čakanje za to, da se bodo procesirale po zakonu, ki bo zdaj veljal. Kar če ste pozorno brali poročilo Računskega sodišča, eden ključnih zadržkov ali počitkov je bil ravno potencialno neenakopravno obravnavanje državljanov. In vlada je že tam nekje 2-4 dejansko ugotovila, da z obstoječimi pravili in zakoni nima enakovredno razporejenega prvič med resori in drugič samega procesa ni imela prav postavljenega. Ampak to ponavljam tisto, kar sem prej rekel, s tem, ko je zadeva izločena iz pokojninskega sistema, so se vzpostavili pogoji, da se naredi zadeva enakovredno in brez kakršnih koli, bi rekel, ali privilegiranih ali pa diskriminiranih državljanov. In izhodišče pripravi tega zakona je bilo ravno enakopraven tretma. Ker pomembno je povedati, v kar zajetnem poročilu Računskega sodišča so mnoge upozorile na procesne zagate ali pa celo nedorečenosti. Merila predvsem, ne? A to pomeni potem, da ne bo izpizak te pokojnine šle, če sem vas prav razumela? Definitivno ne iz... Ne. Eno je stvar procesiranja tega denarja, drugo je pa vera. To ni del pokojninskega sistema. Tako bo potem denar za te pokojnine, ki ne bi po novem zakonu, ki ga pripravljate? Proračunski denar. Se v celoti zdaj? Ja. Tako kot je proračunski tudi republiška priznavalnina, recimo. Še kakšno? Še eno vprašanje. Revizori so se dotaknili tudi osnutka zakona, ki ga pripravljate, imajo že pripombe na osnutek, če so v nekaterih točkah ni primeren in so rešitve slabe. En od njih, da pač v uradnem listu ne bi več objavljali odločb. Brez navedbe strani ne moram vedeti, na katero osnutek mislite, ampak mislim, da gre za tisti osnutek, ki je bil v vladni proceduri takrat marca, ko je bilo še resorno ministrstvo drugo, ko še ni bilo teh finalnih. Te finalne verzije so dobesedno plod usklajevanj zadnjih par mesecev in, kot sem rekel, obratna pot je bila. Tisto, kar se je Računsko sodišče prišlo, nam je pomagalo pri pripravi zadnje rešitve. Še nekaj me zanima, kako se čaka na ta zakon v tem obdobju. Boste čakali s temi vlogami ali boste na vladu predlagali nova imena? Ne, to že zdaj, sem ravno kar povedala, da že zdaj tiste vloge, ki so bile v zadnjem času, smo dali na čakanje, tudi povedali, da se pripravlja sprememba, da sploh nimamo podlag, glede na to, da Svetlikov recimo zakon ne velja, oziroma je spremenjen. In v tem smislu so s tem seznanjeni tudi tistih nekaj morebitnih prosilcev, ki niso bili procesirani v tem času. Kaj pa lastna pobuda iz Ministrstva za kulturo, da bi sami tiste, ki so recimo... Če ni podlage. Mislim za naprej. Za naprej pa bo podlaga. Ampak boste naprej tudi sami dali pobudo za vlogo za to rezervno pokojnino ali boste še vedno delali na ta način, kot sedaj skratka, da je prosilec sam zaprosil. Ker zdaj vse vloge, ki so bile do zdaj obravnavane, so bile na podlagi prošnje. In da ste zelo podrobno seznanjeni s celo zadevo. Eno od intenc pripravljavcev zakona zdaj je bila čim večji avtomatizem. Čim večji avtomatizem, ki bi preprečil preveliko administriranje in ki bi hkrati z trenutkom izjemnega dosežka obema stranima, tistemu, ki je to dosegel in tistemu, ki bo to vendarle znal prepoznati, dal vedeti, da ni treba nobenih velikih birokratskih sistem. Se pravi, predstavljate situacijo, da mora nekdo, ki je recimo dobil Prešernovo nagrado za življenjsko delo, potem še posebej prositi za to. Ni nobene potrebe, ker je sistem kriterijev napisan tako visoko, da praktično to veš. Tako kot je, bi rekel, ko bo olimpijonik pretekel čez cilj za zlato medaljo, ali pa ko bo vrgel kladivo za zlato medaljo, bo vedel, kako država to prepoznava. Ta avtomatizem drugače pridemo do nekega ekscesnega administriranja, ki dela proti
interesom, bi rekel, tega zakona, proti intenciji tega zakona. Hvala lepa. Še kakšen? Ja. Ne? Hvala lepa vsem in nasvidenje v dalje deževen dan.